Ok, Blaž, vse lepo in prav in fajn avto je, ampak jaz vseeno mislim, da je prihodnost v električnih avtomobilih. Jure, zagotovo je prihodnost električna, ampak tudi hibridi imajo svoje prednosti, ki te niso majhne. A ja? Ja, res, no čakaj, vse ti mu vedel. Recimo, jaz sem doma v 8 nadstropje stopnice. Kje bom polnil električni avto? Mislim, podaljšek je pa res malo narobe. V trgovini. 2 km stran, ja. Čakaj, imam še eno. Recimo, zdaj sem dobil klic moje hče, ki me čaka na letališču v Benetkah. Kako bom šel polnil? Taksi, GoOpti. Ja. Ni ga več. Čakaj, imam še eno, recimo. Zdaj lovim projekt na v bistvu Jadranski magistrali. Ok, Blaž, štekam. Vse jasno. Je res. Imaš vso svobodo s hibridom in dejstvo je, da je to avto, ki z njim lahko potuješ dosti ekološko, čisto. Pa ne pozabiti, da tudi z hibridnim avtomobilom velik del poti lahko narediš na elektriko. Ja, to sva danes že dokazala. Tako je. Pa mogoče še ena prednost, ki sem se pa zdaj le spomnil. Ne vem, kaj ti misliš. Je v bistvu manjša baterija, ki jo skozi nadzira pogon. Se pravi, ni izpostavljena različnim energetskim tokom. Tako je, in brez skrbi o tem, kaj bi bilo, če bi šlo kaj narobe, koliko me bo to stalo. To so prednosti hibrida. Je res. Res je.